Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni od mene, tokrat z eno tako, se mi zdi, zelo pomembno vsebino, katero je v bistvu navdihala ena izmed mojih skupin, s katerimi delamo en tak zelo obsežen in intenziven tečaj, in je prišlo do neke tematike, katera se je sprožila in za katero se mi zdi, da je zelo pametno, smo potem rekli, da bi več ljudi slišali, kakor samo mi, ki smo to delali na spletu. In sicer so ljudje izrazili, da zadnje čase ogromno slišijo, preberejo in tako naprej neke nasvete glede tega, da to je ta nek nov princip duhovnosti, ki nekako svetuje ljudem, da naj se preteklost pusti pri miru. To pomeni, če si v življenju bil zlorabljen, če si bil traumatiziran, če so grdo delali s tabo in potem ti v enem trenutku začne to prihajati na plano in začne kreirati tvoje odnose in tako naprej. In nekako zdaj prihaja dostikrat iz različnih kanalov do nasvetov, da je treba to zbrisati, da je to treba pustiti pri miru, da se s tem ni dobro ukvarjati, ker če se s tem ukvarjaš, potem še bolj drezaš v to pa tako naprej. In tukaj se je mene vprašali, kakšno je moje mnenje. Jaz proti novodobnim zapovedim duhovnosti nimam nič. Jaz mislim, da moderna doba je super, da se je marsikaj to duhovnost prilagodila, ampak nekatere stvari je pa treba še vseeno pogledati včasih duhovno logično, a ne? In zdaj bi rada spregovorila o tem brisanju preteklosti, o teh instant rešitvah, kjer lahko vse skupaj pozabiš, ignoriraš, se s tem ne ukvarjaš, in ali bo potem s tem, da si dobre vole, to tudi odšlo, da pač rečeš, vse je okej, to ne rabim se s tem ukvarjati, ali bo odšlo, ne? No, zdaj bi vam pa rada pokazala tisto, kar sem pokazala tudi v moji skupini, je bila ful dobra prispodoba in verjamem, da bo marsikateremu prišlo prav. Rabila bom pa, da zato tudi vi sodelujete z mano, zato ker pa verjamem, da boste ful močno to sporočilo tudi osvojili. Pa sem zato za namen te vaje pripravila tudi orodje. Tole je sveča. Tole je sveča, najbrž vidite, da je tole sveča. Zdaj bi pa rada, da se vsi skupaj na to svečo ful močno osredotočimo in da se odločimo, da bo zginila. To pomeni, jaz imam zelo močno energijo, pa vi vsi, ki nas spremljate tudi, ne? In zdaj bomo se mi vsi skoncentrirati in dajmo pošiljati v to svečo, da bo zginila. Enostavno je ne bo več, zginila bo. Sveča izgini. Sveča izgini. To ji rabimo pošiljati. Štekamo? Sveča je še vedno tukaj. Zakaj je ta sveča še vedno tukaj? Zato, ker je moja kreacija. Ta sveča je v tem kadru in orodje, in v tem primeru vaše sporočilo zaradi tega, ker je moja kreacija. Ta sreča je, ta sveča je tukaj zato, ker sem jaz skreirala na to mesto. Zaradi tega, ker sem jo skreirala na to mesto, pomeni, da sem jo tudi zmanifestirala v svoje okoliščine in v svoje okolje. In zato, ker sem jo zmanifestirala v svoje okolje, na njega tudi direktno vpliva. Se vidite, meče neko svetlobo tamle čez tapeto, če jo kle premaknem, bo direkt čez moj obraz metala. To pomeni, da vpliva in na mene, in na mojo bližino, no vse ta sveča vpliva. A razumeš, kaj ti hočem reči? Ne? Ker je odraz moje kreacije. A štekate? Zdaj, jaz da bi gledala v to svečo, in rekla, da ne obstaja, je res Sizifova naloga. Niti ne vem, zakaj bi hotela to narediti, če sem se pa odločila, da hočem imeti to svečo v življenju.
Dokler je to samo sveča, to je bila samo prispodoba, ni problem, zato ker jaz na njo nisem čustveno vezana in ona ni meni skreirala mojega otroštva in življenja, kar pomeni, da, dragi moji, če zdaj hočem to svečo, lahko odnesem, vržem v koš, pa jo bom dejansko tudi zbrisala brez kakršnega koli vpliva. Okay? Ampak naša preteklost pa ni taka. Naša preteklost je bila pa veliko dlje v naših življenjih, kolikor bo v mojem življenju ta sveča. Na njo smo se veliko bolj čustveno vezali, ona je nam skreirala vse, kar živimo danes. Vi vse, kar ste ni problem zbrisati preteklosti, ampak veste, kaj je problem? Treba je gledati celo energijsko sestavo. Tvoja preteklost na podlagi nje in na podlagi tega, kako si jo ti doživel in na podlagi tega, kakšno energijsko zapuščino je ona te pustila, na podlagi tega zapisa si ti skreiral celo tvoje sedanje življenje in tvoje okoliščine. Tako, to pomeni, da če bi rekel, hočem zbrisati svojo preteklost, živiš pa direkten odraz pa manifestacije nje. Pomeni, da boš lahko mogoče na poti izbrisal pol ven tudi iz svojega zakona, svojega partnerja ven, da boš lahko izbrisal marsikoga drugega še ven, okay? In da bo enostavno tvoja kreacija, ki se je zgodila na podlagi preteklih izkušenj in prepričanj, zginila. Vprašanje pa, a si to želimo? A štigaš, kaj hočem reči, ne? Podzavest se obnaša tako, da ti lahko ignoriraš stvari, ki so se ti dogajale v preteklosti, ampak ugotovili smo, da ti nič ne moreš izbrisati, zaradi tega, ker z inkarnacijo v 3D prostoru in času ne moreš zbrisati. Lahko samo odložiš v nek skriti kotiček in upaš, da mogoče ne bo vplivala na te. Če pa je bila ta preteklost temačna, če je bila težka, če je bila polna res bolečih stvari, pa bo enkrat samo prišlo nekaj sorodnega v tvojo bližino, se bo ta podzavest in ta spomin zbudil, zato ker mu je znan in bo prišel na plano. Kaj boš pa takrat naredil z njim? Kaj se pa takrat zgodi? A pa boš pa zbrisal nekaj, kar se ti v danem trenutku dogaja? Kako pa to pa narediš? Podzavest se bo vklopila, ona bo dvignila spomin, jaz to poznam, mene je to bolelo, daj me stran od tega in bo spet sprožila s travmo. Podzavesti, dragi moji, in preteklosti se ne briše, ampak se jo zdravi, se jo preoblikuje. In to ne moreš narediti drugače, kot da ozavestaš, da ja, se ti nekaj zgodil. In to prepucaš na zelo doživljajskih načinih, na zelo čustveno iskrenih, primarnih, zato da gre ven iz tebe, ne pa reče vse v redu, vse v redu, vse v redu. Te afirmacije so marsikomu prinesle v življenju dostikrat zelo lažne obljube. Vse v redu, potrjeval si, jaz ne vem, kako ste višli, ampak jaz sem tudi ogromen modernih tehnik spoznavala za časa svojih začetkov duhovnosti, sem si rekla, ljubljena sem, srečna sem, ljubljena sem, srečna sem, vse je v redu, ljubljena sem, srečna sem, tako sem bila. Ker sem si potrjevala nekaj, kar nisem verjela in pa sem bila sam še bolj nesrečna, ker ko sem si potrjevala, da sem ljubljena, sem sam še bolj čutila, koliko zelo se v enem trenutku nisem marala in koliko je ta ljubezen do sebe in to, kar sem res čutila, koliko je to zelo velik razmik tega. In pol, da sem si lažno nekaj potrjevala, me je v bistvu še bolj bolel. Kokor, ker sem si priznala, ja, to se ti je zgodil in čas bo, da to pozdraviš, kaj se ti je zgodilo. In veste, ko sem enkrat zdravila svoje stvari, sploh nisem rabila manifestacije delati, ker sama od sebe prišla. Ko jaz, evo zdaj javno odgovarjam, da vprašanje ne verjamem v taka brisanja, pa kar pust primer, pa ignoriri stvari. Jaz vem, da ste vi tudi na svoji koži sprobali. Zakaj pa ljudje toliko radi verjamejo, da to, kar recimo preberejo, pa to svetuje, zakaj ljudje toliko radi verjamejo, da to drži, da to tako bo? Zaradi tega, ker pol ti ni treba nič delati, pol ti ni treba nič narediti, potem samo počakaš, potem samo, razumeš, nekaj pozitivnega si govoriš in potem vse skupaj mine in tebi ni treba nič delati, niti treba imeti težkih meditacij, niti treba iti v zaveščanje, niti treba iti v govore, niti treba z določenimi ljudmi iz preteklosti razrešiti stvari za nazaj, kar pomeni, da se vsila oddelate, da je vse v redu. Nič napornega dela ni. Ko jaz verjamem, da je to boljše in da je udobno, pravim pa vam, da je bilo uradno zmerjeno, da so recimo te principi delovali po placebo efektu samo za približno
2 do 3 odstotke prebivalstva na planetu Zemlja. So ljudje, ki so šli v ta placebo efekt tega potrjevanja in so uspeli resnično obrniti stvari okoli. Pa še te ljudi, ki so šli gledati, so ugotovili, da so ponavadi ali imeli tako izkušnjo duše zapisane, ali mogoče travma ni bila tako zelo huda in tako naprej. Za vse ostali, nas 97% smo pa res z brutalnim delom prišli do tega, da smo se spucali nekih stvari, ki so se nam zgodile, da smo potem lahko rekli, nimamo izbrisane preteklosti, nimamo pa negativno delujoče preteklosti. To pomeni, da je za nas to izkušnja, katere smo zdaj v danem trenutku spremenili v pozitivne, jih naredili za kraljico naših znanj in na podlagi tega lahko inspiriramo druge. In to je resnica. Jaz verjamem, da marsikomu tale video ne bo všeč. Valjda, da je lepš poslušati, da bo vse v redu, pa da nič ne rabiš, pa tako naprej. Ampak jaz sem se enkrat odločila že in to po 10 letih našega delovanja še naprej govorim, sploh v obdobju, v kateri smo, ko vidimo, da ni vse v redu, a ne, da ne bom lagala Sloveniji. Na začetku, ko je prišel koronavirus, dragi moji, se je po celem svetu govoril, Zemlja dviguje vibracijo, vse bo super, narava se bo spucala, vse se bo uredil, nič nam ni treba narediti, to je naša transformacija, vesoljci nas opazujejo, ne vem, kdo nas opazuje, vse bo rešili namesto nas. November je, kje smo? Naravo smo zapacali nazaj v 3 mesecih, to so uradni izsledki. Torej na isti točki smo z naravo, zavest še vedno pada, koronavirus še vedno širi. Razumete, nič se samo ni zgodilo, nič s čakanjem in neukrepanjem nismo nič naredili. Razumete, prišel je čas tega prebujenja, čas je, da pride do tega velikega poka, kjer nam ne bo težko zagrabati lopate pa krampe, pa skupati svojo srečo ven. Ampak se tudi diamante izkople. Sej ne hodite po travniku, pa jih kar nabirate. A je res, kako se diamanti dobijo, kje se dobijo najbolj vredni kristali in kovine in ne vem kaj še na svetu. Nekdo iz trdim delom ven skoplje, zato da ima to tako vrednost. In vi ste te diamanti, oziroma vi ste te rudari, ki kopljajo ven svoje diamante. To je vaše življenje in to je vaša odgovornost do tega. Vsi oni, ki boste na to pripravljeni, smo mi definitivno učitelji za vas, ki imamo krampe in lopate. Imamo sicer tudi lepe meditacije za vmes, da se počutiš fajn, da te vse to pripravi na to, ampak 21.12. bom govorila o tem. 21.12. bo prišel ta veliki pok poravnave Jupitra pa Saturna, pa vam bom predala take blagoslove, pa take aktivacije, pa take znanja, da se boste lahko opremali za leto 2021. Ko sem 1 let nazaj naredila v Interkontinentalu takrat dogodek velikega poka, takrat Plutona pa Saturna, pa sem povedala stvari, čisto vse se je točno tako zgodilo. Bom jaz objavila te posnetke nekako, zato da boste videli te utrinke, ampak zdaj vas bom pripravila pa na leto 2021. Sem prosim vas, boste pripravljeni delati na stvari. Prosim, ne čakati, da se karko samo od sebe zgodi. Ne probati zanikati nekaj, kar vi ste, nekaj, kar je v osnovi vaša izkušnja, vaše življenje. Ne moreš se obrniti stran od svoje duše. Tvoja preteklost je del njene energijske sestave, iz katerega se ona uči in raste. In seveda potem imamo tukaj še spletni tečaj razreševanja, vzorcev in tako naprej. Številna orodja imamo. Poglej si na potovanje.si in upam, da sem prižgala tvojo svečko zavedanja in želim ti vse najlepše. Čau!